Lep pozdrav vsem skupaj na tretji izredni seji občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Izredna seja je bila sklicana z namenom, ker smo imeli, če se spomnite, na prejšnji redni seji, ko smo sprejemali proračun, amandma, v katerega smo uvrstili prizidavo osnovne šole Hoče, prizidavo osnovne šole Slivnica. Zdaj na razpisu za osnovno šolo Hoče smo v preliminarnem seznamu, torej smo uvrščeni, sofinanciranje v višini dobrih 700 000, kot bo kasneje pojasnjeno pri točkah 5, 6, 7. Za osnovno šolo Slivnica bo razpis Eko sklada, smo dobili informacijo predvidoma maja, takrat bomo tudi prijavili investicijo prizidave osnovne šole Slivnica, pa verjetno kakšna podobna seja tudi takrat. Zdaj dobili smo tudi ponudbe v tem času, ker smo takrat hitro naredili razpis, ker je pač objava javnega naročila pomenila 2 dodatni točki. Toliko z kratko obrazložitvijo. Ugotavljam, da smo sklepčni, opravičili so se gospa Zdenka Gajzer, doktor Kobal, gospod Trstenjak. Ugotavljam, da smo sklepčni. Točka 2 je obravnava in potrditev dnevnega reda. Ima kdo kaj na dnevni red? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dnevni red 3. izredne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Zdaj glede na to, da je že izredna seja, smo dodali 2 točki, ki sta, mislim, da nista sporni, ampak vseeno. Točka 3 je obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 1469/18 in 1469/24 obe KO Spodnji Hoče. Poročevalec gospa Vetka Meglič, izvolite. Hvala za besedo. Najprej lepo pozdravljeni vsi še z moje strani. Zdaj obe parceli v naravi predstavljata del Miklavške ceste, v zemljiški knjigi pa sta še kot lastnik vpisano je javno dobro. Zato je potrebno uskladiti zemljiškoknjižno stanje in kot lastnico vknjižiti občino, kasneje je pa potrebno dodati še zaznambo javnega dobra lokalnega pomena. Zdaj tu gre dejansko bolj za uskladitev, se pravi zemljiškoknjižnega stanja. Hvala. Ima kdo kakšno vprašanje na to točko? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parcelna številka 1469/18 in 1469/24 obe KO Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Za, je kdo proti? Ugotavljam, da ne. Točka 4, obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1469/23 KO Spodnje Hoče. Poročevalec gospa Meglič, izvolite. Ja, zdaj to zemljišče se nahaja v neposredni bližini, kjer se bo gradil Log center. Dejansko in pri sami pripravi projektne dokumentacije so ugotovili, da bi potrebovali, se pravi, še del našega zemljišča, ki v naravi meri 69 kvadratov.
Glede na to, da je v zemljiški knjigi tu zaznamba javnega dobra, je potrebno pred prodajo, se pravi na tem delu, na teh 69 kvadratih ukiniti status javnega dobra in kot lastnico vknjižiti občino. Potem pa, se pravi, po ukinitvi statusa javnega dobra bomo pa to zemljišče z neposredno pogodbo prodali logističnemu centru. Tako da se bo izdala potem ugotovitvena odločba po sprejemu sklepa. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1469/23K Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 16 za, hvala, soglasno. Točka 5. Obravnava in potrditev investicijskega programa za dozidavanje rekonstrukcije osnovne šole Dušana Flisa Hoče. Poročevalec, predstavnica družbe Riso d.o.o. Izvolite. Lepo pozdravljeni, moje ime je Mateja Malek. Investicijski program je pripravljen v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo javnih financ. Gre za dozidavo in rekonstrukcijo na delu objekta osnovne šole Dušana Flisa Hoče in obsega neto tlorisno površino približno 781 kvadratnih metrov. Za normalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa je nujno potrebna ta dozidava in rekonstrukcija, se pravi na kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo, 4 dodatnih učilnic, ureditev 2 kabinetov ter ostalih pomožnih prostorov. Predviden začetek je letošnje leto v poletnih mesecih in pa zaključek 2022 v septembru. Kot je že župan omenil, se je občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in pa osnovne šole, kjer se pričakuje približno 703 tisoč evrov sofinanciranega dela. Ta višina se bo natančneje določila po potrditvi projekta strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in pa šport. Skupna vrednost investicije znaša 1.797.995 evrov z DDV-jem. Investicijski program je pripravljena tudi analiza stroškov in pa koristi ter finančna in pa ekonomska analiza in slednja pač izkazuje upravičenost investicije na osnovi javnih koristi. V postopku je že javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. Čaka se samo še na odločitev ministrstva glede potrditve projekta. Tako, hvala. Hvala, odpiram razpravo. Zdaj mogoče še z moje strani dodatno pojasnilo. Na strani 32 se vidi, kaj se rekonstruira. Rekonstruira se torej kuhinja, jedilnica, ki je že mislim, da 40-50 let v enaki površini. Dozida se, nad objektom C se zgradijo 4 učilnice. V kleti, v obstoječi kleti, kjer je kotlovnica, pa kabinet, športni kabinet, pa sanitarni blok. Tu na območju dozidave, torej na severni strani objekta, se izvedejo prenovljene sanitarije, ki mislim, da so tu iz leta, in kdaj je bila šola, 9, ne vem, pač pred letom 67. Sekundica. Predlagam torej sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi investicijski program za dozidavo in rekonstrukcijo osnovne šole Dušana Flisa Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 6 in točka 7 bo poročilo o točkah podano skupaj, ker investicije tečejo čez leto 21 in 22. Glavni namen pa je torej uskladitev te zadeve z
dograditvi osnovne šole. Poročevalec, gospa Janja Šijanec, izvolite. Janja Zorman, se opravičujem. Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, kot je že bilo predhodno povedano, je razlog za rebalans proračuna za leto 2021 in pa spremembe proračuna za leto 2022 uskladitev finančne konstrukcije z predhodno sprejetim IPom za dozidavo osnovne šole Hoče. Zdaj, na podlagi ocenjenih vrednosti bo skupna ocenjena vrednost oziroma načrtovana vrednost projekta znašala 1.797.995 evrov. Od tega je načrtovanih prihodkov iz naslova sofinanciranja 703.794 evrov. V letu 2021 se odhodkovna stran iz tega naslova povečuje za 345.000 evrov in v letu 2022 za 523.000 evrov. Na prihodkovni strani pa se prihodki iz prvotno načrtovanih 300.000 evrov povečujejo v višino 703.794 evrov in sicer v vsakem proračunskem letu polovico sofinancerskih sredstev. V letu 2021 smo predlagali še eno spremembo in sicer predvidevamo posodobitev serverja oziroma nakup nove računalniške in programske opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje serverja in računalniške mreže za delovanje občinske uprave. Dejansko že zadnje čase povzroča kar nekaj težav, zato smo pridobili ponudbo in predlagamo povečanje za 15.000 evrov. Zaradi načrtovanih povečanih odhodkov pa smo znižali proračunsko rezervacijo v obeh proračunskih letih, da smo zagotovili sredstva za financiranje navedenih odhodkov. Uskladili smo stanje sredstev na dan 31.12.2020 po podatkih iz zaključnega računa in pa povečali pričakovane prihodke iz naslova komunalnega prispevka v letu 2022 za 86.288 evrov. Hvala. Hvala. Torej, rebalans je pripravljen v smislu, da nismo črtali nobene investicije, ki je bila predlagana v samem proračunu. Glede na razpis, ki se je zgodil v začetku februarja, smo torej takrat odreagirali, pripravili iz prvotno načrtovanih 300.000 sofinanciranja, ko smo vse predelali, torej na preliminarnem seznamu je dobrih 700.000, ponudba za izgradnjo tega je dober 1,5 milijona, razliko do 1,79 milijona pa znaša tehnološka oprema, torej kuhinja je največji znesek, oprema učilnic, nadzor, projektna dokumentacija, pa razni elaborati kot požarni red in podobno. Torej, odpiram razpravo, razpravlja se o točki 6 in 7, razpravljamo pa o spremembah. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi prvi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2021 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 16 za, hvala. Naslednji sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2021 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Za, hvala. Naslednja točka. Sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi prve spremembe proračuna občine Hoče - Slivnice za leto 2022 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 16 za, hvala.
In zadnji sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2022 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Za. Hvala. S tem zaključujem 3. izredno sejo občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Ja, se počakajmo pa, s tem zaključujem, se še imam tudi eno zadevo, pa takoj lahko pol neformalno rečemo. Do 15.4. bo skladno z zakonom o javnih financah poslan zaključni račun občine Hoče - Slivnica, skladno z našim poslovnikom pa moramo tudi do 15.4. sklicati, tako da seja bo sklicana za 13. maja. Dobite pa, glede na poslovnik, moramo pa sklicati že za in svetnike seznaniti z zaključnim računom. Tako da vabilo pride do četrtka, seja pa bo 13.5. Vse dobite po mailu, tako kot skozi do zdaj. Martina, izvoli. Lep pozdrav, sem si izborila še besedo. Upam, da ste že slišali, bilo objavljeno tudi v časniku Večer, delimo po družbenih omrežjih. Krajevna skupnost Hoče praznuje krajevni praznik, letos drugače, pač okoliščinam primerno, in vas v imenu krajevne skupnosti Hoče vljudno vabim, da se udeležite našega praznika to soboto, ni samo za krajane, čeprav je v prvi vrsti namenjen krajankam in krajanom. V glavnem na Pohorski tržnici od 9. do 12. ure to soboto skupaj s ponudniki pripravljamo številne akcijske ponudbe, od popustov do manjših daril. Mi smo našim starejšim občanom, s katerim smo se vsako leto družili v Kulturnem domu Hoče, razdelili tudi bone v vrednosti 5 evrov, da se odpravijo po nakup na Pohorsko tržnico. Potem pa popoldan v sodelovanju z BKTV in pa plesno skupino pripravljamo koncert v živo iz studia. Ljudi vabimo, da ostanejo sicer doma, saj druženje še vedno prepovedano zaradi ukrepov in spoštovanja navodil, pa vendar smo se odločili, da ponudimo nekaj za razvedritev od 5. do 7. ure v soboto, 17. aprila zvečer, pa na Facebook straneh KS, se pravi Krajevne skupnosti Hoče, nekaj spremnih pozdravov, župan, jaz, tudi gospod župnik iz Cerkve svetega Jurija, potem pa za razvedrilo plesna glasba skupino Karneval Band. Tako da na kratko, če povzamem, vljudno vabljeni v soboto, najprej od 9. do 12. na Pohorsko tržnico, kjer s ponudniki pripravljamo številne akcijske ponudbe, potem pa pač razmeram primerno od 5. do 7. na naših Facebook straneh KS Hoče, nekaj predgovorov, povabil, pogovorov z župani, potem pa plesna glasba z odlično skupino Karneval Band. Mi smo se potrudili, seveda bi si želeli drugače, ampak zaenkrat moram reči, da je odziv ljudi prijeten in vljudno vabljeni. Še enkrat pa seveda veseli bomo, če informacijo prenesete do čim širšega kroga ljudi. Hvala.